Po dnevih voženj na gostovanja smo vstopili v serijo 3 zaporednih tekem na domačem igrišču v enem tednu. Dvoboj z Nafto je pomenil prvo poglavje trilogije, ki bo imela vrhunec v četrtek proti Birmingham Cityju. Začelo se je s priložnostno svečanostjo. V Novi Gorici se je Dalibor Volaš pridružil članom vijoličastega kluba 100. Strelec zadetka v Glasgowu, ki nam je odprl pot do Lige Europa, je v sredo odigral 100. tekmo za NK Maribor, ob jubileju mu je v imenu kluba čestital predsednik Drago Cotar. Na tribunah v znak podpore pred prvo domačo tekmo v Ligi Europa skoraj 5000 gledalcev z veliko mladimi obrazi. V zapisniku okrnjene vijoličaste čete manjkali so Mezga, Ibrahimi, Mertel, Mejač, za dvoboj z Lendavčani pa kot najmlajši obraz prvič Danijel Vujčić, obetavni kadet, ki ima 16 let in si je tudi izbral dres številko 16. Gledalci so se razporedili po sedežih, Lendavčanom pa je uspelo hitro priti do vodstva. Izvajali so prosti strel na sredini igrišča, v dvoboju Potokarja in Zelka izven kazenskega prostora se je žoga odbila do Da Silve, ki je nato prišel do udarca in natančno nameril v desni spodnji kot. Jasno je, da smo se želeli nekaj drugega, tudi izgledali nismo dobro. Če si poražen z neko dobro igro, ok, vendar je bilo danes to brez ideje. Tako da nikakor ne moramo biti zadovoljni s tem. Na srečo smo si v nekem trenutku pridno nabirali točke, tako da smo še zmeraj tam, kjer si želimo biti, vendar to, da ne osvajamo pike, ni v redu in predvsem, kar se tiče današnje tekme, ni v redu to, da nismo imeli ideje oziroma da smo igrali tako, kot si je nasprotnik želel. Kmalu še ena grožnja pred našimi vrati. Kombinirala sta Da Silva in Vaš, ki je poslal žogo pred gol, pritekel je Polarecki, Danović pa je z uspešnim posredovanjem ustavil njegov poskus. S tem se je nadaljevanje zapletlo. Zaradi zaostanka je bilo treba porabiti neprimerno več energije, gostje pa so ob zgoščeni postavitvi skušali onemogočati mariborske poskuse, tako da ni bilo veliko prostora za napadalne akcije. V tej je po sodelovanju Cvijanovića in Filipovića zapretil Tavares, žoga proti desnemu kotu, toda ob vratnici. Naslednja obetavnejša situacija po kotu, ki ga je izvajal Milec, Rajčević pa je bil v skoku prekratek, da bi uspel usmeriti žogo proti mreži. Nogometaši Nafte so pred odmorom po protinapadu prišli še do enega zaključnega udarca. Poskus Vaša in Handanović je žogo odbil v kot. Drugi polčas se je začel z dvojno menjavo v mariborskih vrstah. V igro sta vstopila Črnic in Volaš. Nadaljevanje pa je sprva trajalo le 3 minute, saj so ugasnili žarometi in do ponovne vzpostavitve razsvetljave je bilo treba počakati pol ure. Vmes sta ekipi odšli z igrišča, po drugi vrnitvi iz slačilnice pa ob tej akciji po levi strani predložek Črnica, po udarcu Tavareša z glavo pa je vratar Ajlet zadržal žogo tik pred golovo črto. Kapetan je poskušal najti žogi pot v mrežo tudi v tej akciji, ko jo je pred gol poslal Milec, a ni našla cilja. Opogumljeni gostje so prežali na protinapade. Pobeg je uspel Vašu, ki si je priboril položaj za udarec, a mu je namero preprečil Handanović. V 87. minuti pa 0:2. V kazenskem prostoru se je žoga odbila do Cabana, ki je ostal sam na desni strani in zadel za potrditev zmage. Sledili so še zadnji poskusi, Črnic je po preigravanju poslal žogo proti levemu kotu, Ajlec je kratko odbil, pritekel je Jelić, a je lendavski vratar še enkrat uspešno posredoval. Takoj po tekmi, ko so glave vroče, težko kaj analizirati, najboljše prespati in potem jutri se pogovoriti, ampak verjamem, da bomo iz tega poraza potegnili neke pozitivne stvari in do naslednje tekme jih seveda popravili in do naslednje tekme naredili vse, da se te napake ne ponavljajo. V zadnjih sekundah se je gostujoča mreža zatresla, toda zadetek Berića je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Lendavčani so se veselili zmage, za vijoličasto zasedbo pa se že jutri dopoldne začenja zaključni del priprav na četrtkov obračun z Birmingham Cityjem. Tekma v Ljudskem vrtu bo ob 19.